Po več kot 3,5 letih intenzivnih pogajanj, kako rešiti ta gordijski vozel, ki se je spletel okrog dvorca Trebnik, smo v zadnjih 5 mesecih pripeljali pogovore tako daleč, da se vsi udeleženci v tej zgodbi sedaj strinjajo, da na določen način in pod določenimi pogoji dosežemo razveljavitev pogodbe med občino in gostinstvom Jelen, kar pa pomeni, da bi občina ponovno dobila lastninsko pravico, posest, predvsem pa, da je ta kompleks dvorca Trebnik bremen prost. Namreč po osnovni pogodbi bi občina že zdavnaj lahko uveljavila lastninsko pravico na tem kompleksu, vendar je toliko različnih hipotekarnih upnikov vknjiženih na teh nepremičninah, da vse skupaj ni imelo smisla. Sedaj pa smo pravzaprav vsi tisti, ki nastopamo v tej zgodbi, soglasni, da za znesek približno 460 tisoč evrov, ki bi ga seveda sukcesivno v naslednjem letu občina zagotavljala tem različnim upnikom, med drugim bi majhen del celo dobilo gostinstvo Jelen. V glavnem, s poplačilo vseh teh upnikov bi se hipoteka izbrisala in mi bi pridobili lastninsko pravico, kar pa je po moji oceni, ne glede na znesek, bistveno bolje, kot da vse skupaj pustimo toku časa. Kolikor pade gostinstvo Jelen v stečaj, potem je pa res ta zgodba končana, kajti z dnem, ko bi nastopil stečaj, se tudi Mercator in invalidske delavnice umikajo. V primeru pa, da občina postane lastnik, pa imamo podpisano pismo o nameri, da zagotavljajo svojo prisotnost, se pravi najem teh prostorov še nadaljnjih 5 let. S to najemnino pa bi mi praktično v večjem delu pokrili tudi ta znesek, ki bi ga sedaj v naslednjem letu morali zagotoviti, zato da postanemo zopet posestniki in lastniki. Leto pa boste rabili za to, da ste hipotekarne upnike prepričali to ali bolj lastnika? Vsak nosi svoj kamenček k temu mozaiku, ni tako enostavno. Tudi znesek najbrž, da je bil precej višji hipotekarnih dolgov, ne? A seveda, bistveno višji, ampak vse skupaj smo peljali na način, da smo preko znane hiše, ki se ukvarja s prometom nepremičnin in pa tudi s cenitvami, vložek vsakega v to zgodbo tudi ocenili. Ne samo tisto kupnino, tudi to, kar je gostinstvo Jelen vložilo v ureditev nadomestnih stanovanj za te stanovalce. Vse pravzaprav se da izvrednotiti, ovrednotiti, samo na koncu pride do tistega tehtanja, kaj je zdaj še smiselno, kar pa mogoče so včasih tudi zahteve previsoke. Namreč moramo vedeti, da je ta kompleks ocenjen na dobrih 820 tisoč evrov in to je seveda bilo izhodišče za pogajanja na nasprotni strani, potem smo se nekako bili zelo daleč narazen, na koncu pa smo se nekje našli. Tudi, kot sem že prej omenil, tudi dejstvo, da dobimo oziroma da ohranimo tega najemnika in to najemnino, je precej pripomoglo v tej odločitvi, da se nam čez kako leto še kakšen objekt ne poruši. Bo trajalo, preden boste postali uradni lastnik? Predvideno je, da takoj po podpisu sporazuma postanemo mi zemljiškoknjižni lastnik, da se hipoteke umaknejo, s tem pa seveda še nismo poplačali, ampak poplačilo je pa predvideno v letu 2011. Kakšen je pa predviden strošek? Približno 460 tisoč evrov, to sem rekel, da je to treba zagotoviti v enem letu, s tem pa, da približno 60 tisoč evrov v enem letu pa dobimo z najemnino. Samo na obstoječe stanje. Če pri tem k temu še prištejemo možnosti, ki se s tem ponudijo, da dobimo potencialnega soinvestitorja oziroma investitorja, ki je bil pripravljen vložiti, občina kot nosilec projekta za pridobitev evropskih sredstev, je to vsekakor velika prednost. Pa je že znano, kdo bo ta soinvestitor, kdo bi lahko bil ta soinvestitor? Nekaj potencialnih razgovorov smo imeli v letu 2007, ki pa so potem seveda zamrla, ker se nikamor za stvar ni premaknila. Jaz ne želim prehitevati in bi rad najprej
videl, če bo dejansko sploh prišlo do realizacije tega sporazuma. Namreč tu se stvari dogajajo z bliskovito hitrostjo in tudi iz dneva v dan doživiš kakšno presenečenje. Seveda pa mi naivno ne smemo iti v to zgodbo. V tem trenutku izgleda vse tako idealno, je pa daleč od tega. Ja, no, dejstvo je, da po sedaj znanih podatkih, še enkrat poudarjam, da marsikater podatek, ki je pomemben za pripravo proračuna, še v tem trenutku ni dokončen, je samo ocena, ampak seveda postopek je nekako treba začeti in takrat se pač je treba zadovoljiti z tistimi trenutno znanimi dejstvi. Kaže nam, da bo nominalno bodo prihodki za skoraj 8% nižji, kot so bili v letu 2010, oziroma drugače povedano, če k temu prištejemo še tisti kredit, ki smo ga lani najeli za osnovno šolo, oziroma za letošnje leto najeli za osnovno šolo Loče, to v absolutnih zneskih pomeni 16% manj denarja na prihodkovni strani, kot smo ga imeli letos. Na drugi strani pa pomeni, da se nam zakonske obveznosti, tako strošek za oskrbnine v zavodih in domovih, potem prevozi šolskih otrok, predvsem pa postavka vrtec, povišuje bistveno hitreje, kot bi bilo normalno. Namreč beležimo skoraj 8% rast stroškov vrtca na letni ravni, če pa na drugi strani pogledamo za takšen odstotek manj prihodkov, potem se ve, da se ta razlika nekje mora poznati, kar pa seveda pomeni, da na investicijskem delu po trenutno znanih podatkih padamo na 36% proračuna namenjenega za investicije, kar je daleč od tistega leta 2009, ko pa smo govorili o odstotku več kot 50% proračuna namenjenega za investicije. Jaz pa vsekakor pričakujem, da bomo v naslednjih tednih zvedeli še eno veselo vest, da smo uspeli pri kandidaturi za približno 2 milijona evrov vreden projekt, to je gradnja širokopasovnega interneta, tako imenovane bele lise, kar pa, če teh 2 milijona dodamo in če še nekatere detalje izpilimo, pa sem optimist in vsekakor mislim, da bomo na koncu imeli prihodkov nekaj čez 14 milijonov, ampak to pomeni za točno znane investicije. V tem trenutku pa je res dejstvo, da praktično smo prepolovili sredstva za nakup zemljišč, črtali sredstva za nabavo novih stanovanj, v tem trenutku na drugega ne kaže, in pa skoraj prepolovili sredstva namenjena za obnovo cest. Ohranjamo tisto najnujnejše, praktično vse projekte, ki so v izvajanju, tiste ohranjamo, ker jih drugače ne moremo. Sredstva namenjamo tam, kjer izvajamo projekte, kjer pridobivamo evropska sredstva in pa državna sredstva. To pa je praktično vse, kar se tiče lokalnih cest. Seveda pa krajevnim skupnostim pa poskušamo ohraniti vsaj na nominalnem nivoju, v nominalnih zneskih enak nivo, kot so ga imele v letošnjem letu. Zaenkrat dinamika izvajanja del pravzaprav še ni ogrožena, prihaja do zamika, do zamude v letošnjem letu. Namreč eno dejstvo je, da smo pogodbo dobili o dodelitvi sredstev, dobili v podpis za veliko časovno zamudo, to je bilo 25. oktobra in je praktično bilo nemogoče počrpati vsa sredstva, ki so bila skoraj 330 tisoč evrov v tem kratkem času, da bi jih letošnjem letu lahko počrpali. Se pravi, ostala so neizkoriščena in jih bomo koristili v naslednjem letu. Nekako se pa na ta neljubo zamudo navezalo tudi dejstvo, da smo pri tem obstoječem kanalu ugotovili, da je v takšnem stanju, da ga je potrebno sanirati in v tem trenutku stroka še vedno pripravlja odgovor na vprašanje, ali sanirati obstoječega, ali je bolj smiselno napraviti novega. Vsekakor pa z deli ne moremo fizično nadaljevati, dokler nimamo odgovora na to vprašanje. In jaz sem prepričan, da bomo zdaj v 2 mesecih našli odgovor stroke
in nekako smo predvideli tudi po B varianti višino sredstev, ki bodo potrebna, da saniramo oziroma da zgradimo nov kanal, kar je bistveno bolj smiselno malo počakati in pripraviti temelje tako, da bo potem tudi tisti vrhnji sloj imel svojo vlogo, svoj smisel. Nima smisla zdaj napraviti neko lepo fasado, spodaj pa vse je gnilo. Sicer pa je po dinamiki gradnje predvideno, da bo tlakovanje, se pravi polaganje kamna, končano v jeseni naslednjega leta in naslednje leto 2012 pa je potem predvideno samo še kompletiranje tako imenovane ulične opreme in pa namestitev igral pod Trebnikom in pa ureditev poti v športnem parku. Se pravi, v osnovi je bil ta projekt že 3-letni, 2010, 2011, 2012. In glavnino gradbenih del bomo, kot se kaže, dokončali nekje do jeseni naslednjega leta.